V 26. krogu je v Ljudskem vrtu gostovala ekipa Krke, ki doslej še nikoli ni uspelo zmagati v Ljudskem vrtu in za nami je zelo razburljivih 94 minut. Pa poglejmo. Začelo se je s priložnostjo Mendija v 8. minuti. Prvo priložnost so si gostje priigrali v 9. minuti, ko je dobro iz 17 metrov streljal Fuček. Nato smo videli dva dobra slalomista v ekipi Maribora. Najprej Tavares v 12. in nato Mejač v 14. minuti. Lepo priložnost za vodstvo je v 19. minuti zapravil tudi Derviševič. V 22. minuti pa prvi gol na tekmi. Podaja Janže iz kota, najvišji v skoku Marko Šuler in 1:0. Blizu izenačenju so bili Krčani v prvem polčasu v 33. minuti, ko je najprej sprožil Fuček, dobra obramba Handanoviča in nato poizkuska strelca, ki ni našel poti v mrežo. Po prvem polčasu torej 1:0 za Maribor. V začetku drugega polčasa pa črnih 7 minut. Najprej v 48. minuti izenačenje Kastrelca, in v 52. minuti po igri z roko v 16-metrskem prostoru Maribora vodstvo Krke 2:1 zanesljiv je bil iz 11 metrov Palič. Da je bila mera polna, je zaradi tega prekrška drugi rumeni in rdeči karton v 62. minuti dobil tudi Marko Šuler. Nato pa se je začel lov na izenačenje z igralcem manj. Najprej v 73. minuti blizu golu Tavares. V 80. minuti je Luka Zahovič zadel vratnico. Nato pa v 82. minuti le na nek način odrešitev. Kdo drug kot kapetan Markos Tavares. 2:2. Vsaka tekma želimo zmago in danes seveda prvi polčas 1:0 je bilo za nas. Jaz mislim, da igramo boljše, ampak ko je igralec manj, je težko, ampak se borimo, vse igralci so naredili vse, kar lahko in plus nekaj večji, zato lahko mi damo gol na koncu za 2:2. Kot se je izkazalo, je bil to tudi zadnji gol na tekmi, delitev točk torej v Ljudskem vrtu, s katero so lahko veliko bolj zadovoljni nogometaši Krke. Nič ni kazalo na teh 5 minut, da bi se lahko zgodil, bom rekel, nekakšen blackout, ker je vse vodilo v našo smer.
90 minut moraš biti skoncentriran, da te nasprotnik kaznuje, zato smo tudi začeli tekmo s 3 napadalci, da bi prišli do neke prevlade, kar nam je nekako uspelo, ampak nažalost nismo bili dovolj skoncentrirani v fazi napada.